skupaj. Pravkar smo končali koordinativni sestanek z ministri in nekaterimi drugimi službami, ki pripravljajo gradivo za četrtkovo sejo vlade, kjer bomo obravnavali posledice neurja 13. julija. Zbrani so tudi prvi relevantni podatki, ki kažejo, da je bila povzročena škoda velika. Samo na šolskih objektih, 5 je bilo huje poškodovanih, škoda znaša preko milijon evrov. Nadalje je se že jasno, da je uničenih, da je popolno uničenih 570 hektarov gozdov in še veliko drugih gozdnih površin deloma poškodovanih, da je nastala tudi delna škoda na gozdnih cestah in drugih infrastrukturnih objektih v gozdovih, da je bilo v tem neurju poškodovanih preko 500 objektov, od tega več kot 10% od te številke zelo hudo, da je povzročena velika škoda na kmetijskih pridelkih. Tukaj ocena še ni možna, se podatki še zbirajo. Poškodovanih je tudi nekaj gospodarskih subjektov oziroma industrijskih objektov, kjer škoda zagotovo presega nekaj milijonov evrov. Zavarovalnice so sporočile prve podatke prijav škodnih primerov. Teh prijav je preko 7000 za več kot 10 milijonov evrov odškodninskih zahtevkov, pa tudi to še ni dokončna številka. Škoda na objektih bo ocenjena do konca naslednjega tedna, takrat bomo lahko govorili tudi o neki dokončni številki in potem bo vlada sprejela tudi dodatne ukrepe. V četrtek bo vlada sprejela ukrepe, ki so pač možni v tem trenutku oziroma v tej situaciji na podlagi informacij, ki jih imamo, na podlagi tega, kar je bilo izvedeno v času faze interventnih ukrepov in tudi, ko gre zdaj za fazo odprave škode. Pri tem naj poudarim, da zadnje leta skušamo uveljavljati sistem, v okviru katerega se škoda povzročena z takšnimi podobnimi neurji oziroma naravnimi nesrečami odpravlja predvsem na podlagi zavarovanja. Število teh zavarovanj v zadnjem času precej naraslo, tudi v kmetijstvu. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo recimo v Prekmurju zavarovanih preko 60% individualnih kmetijskih gospodarstv. V Čimi je ponekod drugot, recimo v Lenartu, je občina, ki je bila v tem neurju precej prizadeta, odstotek zavarovanj precej nižji, 20 do 25%. S tem, ko smo skušali vzpostaviti sistem zavarovanj in nekaj sistemskega pristopa, se je potreba po proračunskih sredstvih za odpravo škode deloma zmanjšala, vendar pa še vedno obstaja še vse pri javnih objektih in tam, kjer je pač to sistemsko upravičeno in tudi potrebno bo vlada seveda intervenirala v tem času, pa še ni možno dokončno povedati, za kolikšnimi sredstvi. Naj še enkrat poudarim, da Ministrstvo za kmetijstvo, ko gre za zavarovanje možne škode v kmetijstvu, subvencionira zavarovanja do 40% premije, oziroma povrne premije do 40% in da do 10% premijo povrne tudi lokalne skupnosti. Pravi je možno dobiti polovice plačane premije povrnenih sredstev. In to je v veliki meri seveda tudi vzpodbudilo naraščanje števila zavarovanj, kar se je zdaj izkazalo za zelo pozitivno. Ministrstvo za kmetijstvo subvencionira tudi nabavo protitočnih mrež.
zadnje neurje je pokazalo, da tam, kjer so bile te mreže postavljene, škode praktično ni bilo. In iz tega primera se pač velja naučiti oziroma potegniti nauk, potem se mislim, da se je to splačno. Še posebej, ker, kot že rečeno, za kmetijstvo povrne polovico stroškov za nabavo protitočnih mrež. V teh sosednjih državah je uporaba protitočnih mrež bistveno višja, oziroma odstotek uporabe bistveno višji in sorazmerno tudi se svoje potem zmanjšujejo tudi stroški za odpravo in povračilo škode, tako strani zavarovalnic kot strani drugih subjektov, tudi s proračunom. Na podlagi zbranih informacij ugotavljamo, da ne bo možno očitno zaradi obsega škode, ki je povzročilo to neurje, in zaradi tega, ker zavarovanja niso pokrila vseh posledic, da bo potrebno pomagati tudi izven utečenih sistemskih poti, da bo potrebno uporabiti solidarnostni pristop, še posebej za tiste družine, ki so bile dejansko, lahko rečemo, trojno prizadete, za škodo na objektu, na družinskih hišah, na gospodarskih poslopih, na gozdu, pa tudi na kmetijskih površinah oziroma pridelkih. Zaradi tega pozivamo obe krovni humanitarni organizaciji, se pravi Caritas in Rdeči križ, da odpreta žiro računa, posebej za tiste, ki so bili še posebej prizadeti v tej vojni, tudi vlada bo prispevala nekaj solidarnostnih sredstev na ta računa. Seveda pozivamo tudi vse lokalne skupnosti, da znotraj svojih instrumentov solidarnosti zbirajo sredstva za tiste posameznike, ki so bili najbolj prizadeti. Kot že rečeno, bo vlada v četrtek dala skupaj vse informacije o posledicah tega neurja, zagotovila tisto pomoč, ki jo je v tej fazi možno, in sprejela tudi nekatere druge ukrepe, ki so v tem času potrebne. Eno od teh ukrepov je recimo zagotovitev varnega odlagališča oziroma varnih odlagališč za azbestno kritje. Je bilo odnešeno z veliko objektov, oziroma streh velikega števila objektov, ki jo seveda v skladu z okoljevarstvenimi standardi potrebno pravilno shraniti. Ponekod se to že dogaja, po pa dejstvo in sprejeti